Gospod Seme, lepo pozdravljeni. Nahajamo se v enem od vaših laboratorijev tu na Inštitutu za energetiko. Ta pa ni namenjen samo raziskovalnemu delu, ampak tudi pedagoškemu, kaj ne? Tako je, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Ja, nahajamo se na Inštitutu za energetiko, Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru. Res je, tukaj imamo več laboratorijev, ki so opremljeni z vrhunsko raziskovalno opremo. Ta oprema ni namenjena zgolj raziskovalnemu delu naših profesorjev, raziskovalcev, temveč jo seveda aktivno uporabljamo tudi v pedagoške namene, predvsem v namene laboratorijskih vaj. V zadnjem času ste pridobili kar nekaj dodatne oziroma nove opreme, ne? Ja, lahko se pohvalimo, da imamo dejansko opreme za več kot 6 milijonov. V zadnjem letu, torej v letu 2021, smo pridobili dodatne opreme za 1 milijon evrov, kjer gre za res vrhunsko raziskovalno opremo, namenjeno seveda raziskovalnemu delu in seveda uporabi tudi v pedagoške namene, torej za izvajanje laboratorijskih vaj. Vaši študenti opravijo veliko laboratorijskih vaj. Zakaj dajete temu tolikšen pomen? Ja, vsak diplomirani inženir energetike oziroma magister inženir energetike seveda pridobi določena teoretična znanja, ki pa jih seveda mora podkrepiti z praktičnim znanjem. In to praktično znanje pridobi v okviru teh laboratorijskih vaj. Nenazadnje se to laboratorijsko opremo potem lahko ustrezno jo uporablja dejansko v svojem nadaljnjem poklicu. Raziskovalno in pedagoško področje sta tudi sicer zelo povezana na vaši fakulteti. Na kakšen način? Ja, glejte, saj brez raziskovalnega dela ni pedagoškega dela in seveda tudi obratno, brez pedagoškega dela ni raziskovalnega dela. In tukaj mi, seveda, naši profesorji so svoje znanje, ki ga pridobijo pri raziskovalnem delu, potem s pridom uporabijo tudi v namen pedagoškega izobraževanja in seveda s tem krepijo tudi znanje naših študentov. Če ste bolj konkretni, katera znanja pridobijo študenti, ki se odločijo za študij na Fakulteti za energetiko? Ja, glejte, poklic ali pa študij energetike je res interdisciplinarni študij, pridobijo različna znanja z področja energetike, od same proizvodnje energentov, električne energije, do prenosa teh virov, do potem uporabe tega, tako da res pridobijo zelo široko znanje, ki ga pa potem uporabljajo v različnih tudi gospodarskih družbah, nenazadnje tudi v javnem sektorju. Če mogoče povem takole bolj preprosto, tudi če ni podjetje iz energetskega področja, tovrstna podjetja rabijo strokovnjake z področja energetike, če ne drugo, vsaj neke vrste energetskih menedžerjev, ki skrbijo seveda za rabo energije v podjetju in podobno. In kakšno delo konkretno lahko recimo opravljajo vaši diplomanti oziroma po vaših izkušnjah, kje se zaposlijo? Ja, naši diplomanti se potem zaposlijo v podjetjih, kjer lahko opravljajo vodilne funkcije z področja vzdrževanja majhnih, velikih postrojev, sistemov, tudi trgovanja z energenti, kot je prodaja in podobno. In seveda potem energetske analize, sanacije energetske in še bi lahko našteval. Zaposlitvene možnosti vaših študentov so precej visoke oziroma zelo visoke, kar 90% vaših diplomantov se zaposli v zelo kratkem času po končanem študiju. Tako je, statistika, ki jo upravljamo vsako leto, kaže na to, da je dejansko zaposljivost zelo visoka. Študenti se zaposlijo že v času študija, nekateri pa potem v času opravljanja praktičnega usposabljanja. Kar je mogoče pri tem potrebno poudariti, je pa to, da so večinoma tudi zaposleni na področju energetike, torej na področju, za katerega so se izobraževali, kar seveda verjetno vsakemu potem daje tudi tisto dodano vrednost, da z veseljem opravlja svoj poklic. Fakulteta sicer izvaja 2 dodiplomska študijska programa, torej visokošolski in univerzitetni, in 2 podiplomska, magistrski in tudi doktorski, vse smer energetika. Lahko poveste kaj več o tem? Ja, Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru ima dejansko, mi temu pravimo, celotno vertikalo študija. Tako lahko dejansko študent, ki se vpiše na prvostopenjski študijski program, torej dodiplomski študijski program, potem nadaljuje na podiplomskem študijskem programu in pride vse do doktorata znanosti z področja energetike. To je dejansko dodana vrednost tovrstne fakultete,
kjer je dejansko ena smer študijskega programa. In nenazadnje vsi ti študijski programi, ki ste jih omenili, so akreditirani študijski programi strani države, torej strani Republike Slovenije, in so seveda ustrezno kompetentni za izvajanje tovrstnega študija. Predlagam, da v nadaljevanju pogledamo še izjavo vaše študentke. Glavni razlog za mojo odločitev za študij na Fakulteti za energetiko je bil širina področja, ki ga Fakulteta za energetiko obravnava, torej termoenergetika, hidro, jedrska, alternativni viri. Tako da mislim, da lahko vsak, ki ga vsaj malo zanima tehnika, najde nekaj zase na Fakulteti za energetiko. Kot neko glavno prednost pa bi moče izpostavila relativno majhnost fakultete, tako da smo študenti dejansko od profesorjev in asistentov obravnavani bolj individualno. Če tako rečem, profesorji in asistenti nas praktično poznajo po imenu, za vsakega pravzaprav vejo, kaj ga zanima, kje bi mogoče lahko sodeloval, kaj so njegove prednosti, kaj bi ga zanimalo. Tako da dejansko smo potem v raznorazne projekte vpeljani personalizirano. Velika prednost pa je tudi vrhunska raznovrstna oprema, ki jo ponujajo laboratoriji Fakultete za energetiko oziroma Inštituta za energetiko, ki je pa tudi ta oprema torej ves čas na voljo vsem študentom, ki bi jih zanimalo raziskovanje. Kako pa poteka študij? Študij poteka v Velenju in v Krškem, torej v Velenju večinoma prva stopnja, druga stopnja potem v Krškem. Predavanja potekajo v starem centru Krškega na Hočevarjevem trgu. Laboratorijske vaje so potem tukaj v Vrbini na Inštitutu za energetiko. Laboratorijskih vaj in računalniških je kar precej, tako da smo študenti že nekako v času študija kar vpeljani v prakso. Spoznamo, kako te stvari potekajo in kako se uporablja oprema. Ja, študenti se mogoče na visokošolskem programu malo seznanijo bolj z gospodarstvom kot na univerzitetnem programu, ker v tretjem letniku v drugem semestru opravljajo prakso, torej pol leta dejansko so zaposleni v nekem podjetju. Smo pa tudi ostali študenti, torej tudi univerzitetni, vpeljani v nekako delo z gospodarstvom preko raznih projektov, PKP in ŠIPK. Sama sem na prvi stopnji recimo sodelovala na 2 takih projektih, to je pa tudi plačano delo za študente. Projekti so pravzaprav razpisani vsako leto, vsak študent ima možnost, da se prijavi. Jaz sem sodelovala v drugem letniku, torej prve stopnje študija na enem projektu, ki se je potem po nekako k sreči razvil tudi v mojo diplomo, v moje diplomsko delo, tako da sem nekako dobila priložnost raziskovati, pa potem še dalje nekaj iz tega razviti. Smo edini in tudi edinstven naziv pridobimo ob študiju. Tako da ja, predvidevam, da precej iskan kader, glede na to, da smo tako redki. Ali se lahko torej vaš diplomant po zaključku študija torej odloči za neko drugo študijsko pot, recimo da nadaljuje študij na drugi stopnji na neki drugi fakulteti? Ja, s tem je res tako, dejansko tudi obratno. Imamo kar nekaj diplomantov, ki so zaključili prvostopenjski študij recimo v Ljubljani ali v Mariboru in so potem drugostopenjski študij, torej magistrski študijski program nadaljevali pri nas. To je splošno mogoče tudi na nivoju države, na nivoju vseh univerz v Sloveniji, da seveda z ustrezno pridobljeno prvostopenjsko izobrazbo lahko nadaljuje študij na drugih programih in smerih. No, vaš študij se sicer izvaja v Krškem in v Velenju, v mestih z velikimi energetskimi sistemi. Ali veliko sodelujete z gospodarstvom? Ja, strateško je bilo rečeno oziroma dorečeno, da se Fakulteta za energetiko locira tako v Krškem kot Velenju, kjer gre za 2 največja energetska bazena. Tudi Fakulteta za energetiko sodeluje z gospodarstvom, nenazadnje kot izobraževalna inštitucija, pomagamo gospodarstvu preko različnih projektov, raziskav na področju storitev, opreme oziroma novih produktov. Nudimo tudi gospodarstvu dodatno izobraževanje njihovega kadra ali pa seveda za pridobivanje novega kadra, torej z Fakultete za energetiko. Se zunanji sodelavci iz gospodarstva vključujejo tudi v sam pedagoški proces? Ja, imamo nekako tako, da tudi v višjih letnikih študija potem vključujemo posamezne iz področja gospodarstva.
predvsem iz področja jedrske energetike, kjer pokrivajo ta specifična področja, ki jih na sami fakulteti tudi profesorji ne pokrivajo. Je pa to dodana vrednost za fakulteto za energetiko, saj potem študenti pridobijo tisto posebna znanja, ki jim pač lahko podajo zgolj ljudje iz gospodarstva. Študentom sicer nudite tudi izmenjavo v okviru programa Erasmus. Ja, dejansko Univerza v Mariboru kot inštitucija ima zelo dobro razvito to mednarodno pisarno za izmenjavo študentov in tudi zaposlenih. Tudi sam program Erasmus Plus se je zelo dobro prijel tako na globalni ravni kot tudi v Sloveniji in fakulteta za energetiko s tem nudi študentom dejansko to izmenjavo. Naj omenim, da imamo zdaj trenutno na izmenjavi kar nekaj študentov v Španiji in na Poljskem, kjer uspešno opravljajo svoje obveznosti in potem pridejo nazaj in imajo tukaj priznano tisto, kar so seveda opravili v tujini. Preko programa Erasmus Plus pa se oziroma nudite tudi praktično usposabljanje v tujini. Ja, dejansko, kot sem omenil, ta program Erasmus Plus ponuja dejansko izmenjavo študentov z vidika izobraževanja in tudi izmenjavo z vidika upravljanja praktičnega usposabljanja. Študenti s tem dejansko, ko upravljajo praktično usposabljanje v tujini, recimo v gospodarski družbi ali raziskovalni inštituciji, pridobijo tista posebna znanja, ki jih pač lahko potem vnovčijo ali s tem, da ostanejo v tujini ali pa seveda pridejo nazaj in tukaj upravljajo te naloge. Povejte prosim še nekaj besed o samih obštudijskih dejavnostih, kakšne so torej tu v Krškem in v Velenju. Ja, mogoče jaz nisem najbolj kompetenten za te obštudijske dejavnosti študentov, ampak kljub temu poznamo njihovo področje delovanja tudi izven potem samega šolanja, študiranja. Študentje se zelo aktivno vključujejo v pripravo različnih projektov, kot je brucovanje, tekmovanje v kuhanju jedi, bograča, potem kostanje v piknik. Zelo aktivni so tudi v športnih dejavnostih, tekmujejo v univerzitetnih športnih ligah, ki se odvija v Mariboru. Nenazadnje tekmujejo v malem nogometu, v košarki, v odbojki in lahko se pohvalimo, da so naši študenti v malem nogometu trenutno na prvem mestu. Kakšni pa so cilji fakultete za energetiko? Cilji fakultete za energetiko Univerze v Mariboru dejansko so ves čas enaki, torej postati najboljša fakulteta v jugovzhodnem delu Evrope s področja energetike in potem tudi to svoje znanje tako z vidika izobraževalnega kot tudi raziskovalnega dela prenašati naprej. Tako da fakulteta bo sledila tudi spremembam in trendom okolja. Če se pogovarjamo, seveda zdaj tukaj v Krškem je zelo aktualna tematika gradnje drugega jedrskega bloka nuklearne elektrarne Krško. Fakulteta se intenzivno pripravlja že na spremembe študijskih programov, da bo seveda za potrebe le-tega tudi omogočala izobraževanje. Koliko študentov trenutno študira pri vas? Trenutno študira preko 200 študentov. Tako da dejansko pokrivamo nekako dovolj tistega kadra, kjer je potem, kot smo že prej govorili o zaposljivosti, zelo pomembno, da nimamo teh presežkov študentov, ampak da je res tista prava mera in tudi potem kvaliteta samega izobraževanja. No, pred vrati so informativni dnevi, kako bodo letos potekali? Ja, informativni dnevi zdaj že 2 leti zapored potekajo žal na daljavo, sami vemo zaradi teh ukrepov, ki so. Potekajo preko programskega orodja MS Teams, dejansko sama povezava bo objavljena oziroma je objavljena na spletni strani Fakultete za energetiko, potekali pa bodo naslednji petek in soboto, torej 11. in 12. februarja. Kako pa je sicer z vpisnimi mesti pri vas, kako se to število skozi leta spreminja? Samo število vpisnih mest dejansko ne spreminjamo z letom, imamo nekako konstantno razpisano število vpisnih mest, nekaj čez 120 vpisnih mest tako na prvi kot na drugi stopnji študija. Se pa povečuje dejansko vpisano število študentov. V zadnjih 4 letih opažamo kar drastično porast vpisanih študentov, kar pa lahko seveda počasi privede tudi do tega, da bodo omejitve samega vpisa. Dobro, najlepša hvala za tale pogovor. Hvala in lep pozdrav.